Kakšne so skupne vrednote in etika v javnem prostoru? O tem so se spraševali na zanimivem posvetu, ki so ga pripravili v Državnem svetu. Danes je mednarodni dan boja proti korupciji. Komisija se je odločila, da v ospredje današnjega dneva torej postavi vprašanje etike, vprašanje vrednot, vprašanje integritete. Dejstvo je, da je veliko praktičnih problemov z problemi korupcije v Republiki Sloveniji. Vendar korupcija ni vzrok, ampak je posledica nekega stanja. In to stanje je pogojeno z anomalijami slovenske tranzicije, strukturnimi problemi zahodne družbe, ki se ne morejo po našem mnenju in tudi po mnenju naših danes eminentnih govorcev reševati, brez tega, da se vrnemo oziroma začnemo spraševati o nekaterih temeljnih vrednostnih sidrih naše družbe, o etiki, o integriteti, ki bi morala v večji meri, kot se to dogaja danes, determinirati naše ravnanje vsakega posameznika, tudi v končni fazi javnega uslužbenca, kajti zakon črka na papirju, učinkovitost brez nečesa več v ozadju, brez neke vrednote, brez neke etike, je izvotljen, je prazen in nas vodi do tega, kjer smo danes. Nujno je potrebna bolj kakovostna strukturacija informacij in znanj v naših šolah in izobraževalnih institucijah. To lahko povsem, kar je bilo povedano, preprosto preskočimo. Mogoče nekaj besed o psihološkem pogledu na vrednote, zato da bo jasna strokovna in znanstvena podlaga, na kateri govorim o vrednotah. Dobra psihološka teorija vrednot mora zajeti vsa pomembna vprašanja, psihološka seveda, ki so povezana z vrednotami, in to pa pomeni najprej vedeti, katere so najpomembnejše in katere so temeljne kategorije vrednot, kako so organizirane v nek hierarhični sistem vrednot. Moramo na podlagi te teorije znati razložiti, kako nastajajo, se oblikujejo in razvijajo vrednote, moramo razložiti, kakšne so medkulturne razlike v vrednotnih usmeritvah in katere vrednotne kategorije so univerzalne, medkulturno stabilne. In dobra teorija vrednot mora razložiti vlogo in pomen vrednot v našem življenju, prediktivno vlogo vrednot, in mora razložiti tisto, kar nas pravzaprav v zvezi z vrednotami najbolj tare in nas je vedno najbolj prizadevalo. To je razhajanje med vrednotami na eni strani in našim obnašanjem na drugi strani. Kadarkoli govorimo o krizi vrednot, tako se moramo zavedati, ta kriza ni v nepoznavanju vrednot, ampak preprosto v tem, da se jih ne držimo v svojem obnašanju. Poglejte, če si pogledamo to, kar bi morala zajeti teorija vrednot, še malo bolj natančno. Prvo seveda, kar se mora pri vsaki znanosti opraviti, je spoznanje strukture predmeta, ki ga proučujemo. Kar zadeva vrednote, so nekaj 10 let mojih raziskav pripeljalo do oblikovanja strukturnega modela, ki ga tukaj vidite na kratko, bi ga razložil samo v obrisu. Očitno je tako, da v vseh kulturah ljudje pojmujemo vrednote tako, da bi lahko na osnovi njihovih pojmovanj razvrstili vrednote v dve orjaški kategoriji. Jaz sem uporabil Nietzschevo terminologijo tukaj, ker je pač ustrezna vsebinsko, na dionizične vrednote in apolonske vrednote na drugi strani. Tu pa seveda potem prihaja do nadaljnega diferenciranja vrednot. Dionizične nekje lahko razdelimo naprej na hedonski in potenčni tip vrednot, apolonske na moralni in izpolnitveni, ali kot v zadnje čase tudi pravimo, humanistični tip vrednot, in potem naprej, če so vrednotni tipi, recimo vrednotne kategorije večjega obsega, imamo potem pod njimi vrednotne kategorije srednjega obsega in na koncu posamezne vrednote. Toliko o strukturi, zelo na kratko. Glede razvoja, z leti postajamo, lahko bi rekli, bolj apolonski,
To velja za vse od nas, ampak tako nekako v povprečju. Mislim, da je izjem tudi kar precej. In ta razvoj se kaže ne samo seveda v našem kulturnem okolju, ampak tudi povsod drugod. Tudi če bi se hipotetično lahko soočili s samim seboj, ko smo enkrat pri 50-ih, 60-ih, stanjem, ko smo bili 18-20 let stari, potem bi videli, ne, v čem je ta inherentni razvoj v naših lastnih vrednotnih orientacijah in to nam lahko veliko pove o tem, ne, kakšna je pravzaprav prava vsebina tistih znanih vrednotnih konfliktov med generacijami in podobne stvari. Naslednja pomembna stvar teorije vrednot je to, da zna dobro pojasniti povezanost z mnogimi pomembnimi psihološkimi in demografskimi spremenljivkami, povezanost vrednotnih kategorij. Naslednja zadeva razlago medosebnih in skupinskih razlik v vrednotnih usmeritvah, kulturni univerzalnosti, kar sem že omenjal, prediktivni vlogi in pomenu vrednot v našem življenju, ki je pravzaprav veliko večja, kot običajno mislimo, kajti bolj, ko so naše življenjske odločitve pomembne in bolj, ko so dolgoročne, večjo prediktivno vlogo imajo pri njih naše vrednote in vrednotne usmeritve. In končno ta problematika odnosa med vrednotami in obnašanji, ki nas na tem mestu seveda daleč najbolj zanima in seveda vsi možni vzročni dejavniki vrednot, od genetskih, prav ste slišali, marsikdo misli, da so vrednote, stališča, prepričanja nekaj, kar nima genetskih osnov, to je seveda, bi rekel, hudo nepoznavanje stvari, vse, kar počnemo, je povezano z našimi geni, nimamo jih za okras in tudi to, kako bomo interpretirali svojo stvarnost, kako bomo tolmačili, kar je pa seveda tesno povezano z našimi vrednotami in vrednotnimi usmeritvami, je povezano z našimi genskimi zasnovami. In tudi vrednote imajo določeno stopnjo dedljivosti, kot temu pravimo. Seveda pa je to daleč od celotne variance vrednot, ki jo velik del seveda lahko razložimo z sociokulturnimi faktorji. V praksi nas pri vrednotah seveda najbolj zanima to, kako je ta odnos med obnašanjem in vrednotami, zakaj se kljub temu, da tako rekoč zaprisežemo na določene vrednote in načela, tako pogosto ne obnašamo v skladu z njimi. Ključna spremenljivka pri oblikovanju našega obnašanja, od katere je odvisno to, ali bo v skladu z vrednotami ali ne, je pojav, ki mu v psihologiji pravimo vedenjske namere. Tu gre za to, kako se oblikuje trdna notranja odločenost, da se bomo ravnali po vrednotah, moralnih in etičnih načelih. In to je nekaj, kar nam ne pade v glavo. Mi lahko pridobimo vse možno znanje v zvezi s tem in ga pridobimo, vendar ni oblikovane te vedenjske namere. Kar pomeni, da naša vrednotna vzgoja ni dejavna, ni učinkovita. Učinkovita je takrat, kadar se takšne vedenjske namere oblikujejo. In to dejansko je stvar naše vrednotne in značajske vzgoje. Vedenjske namere, kot vidite tukaj, so stvar, kjer se tehtnica prevesi. Če jih ni, obnašanje ni v skladu z vrednotami, če so oblikovane, obnašanje je v skladu z vrednotami. Kaj pa to pomeni, pa je jasno. Če pomislimo, kako bi se spremenilo stanje sveta, če bi se obnašali v skladu z vrednotami, glede tega, koliko bi bilo potem na svetu še negativnih pojavov, nasilja, kriminala in vsega ostalega, potem mislim, da je to retorično vprašanje. In velik del odgovora na to vprašanje in na vprašanje,
Kaj je treba narediti, se skriva v preprosti ugotovitvi. Treba je nekaj narediti na področju vrednotne vzgoje. To pa ni tako enostavna zadeva, ob tem, da vemo, da starši in družina zgubljajo svojo moč v vzgojnem procesu, da se pa na drugi strani pa šola, ki je druga po vrsti, poklicana za to, pa v postmodernem času včasih na vse kriplje otepa, ne oklepa vzgojne funkcije. No, da počasi zaključim, nekaj stvari bomo mirno lahko preskočili in vprašamo se, kako je z našo domovino Slovenijo kot družbo znanja in vrednot. Rekel sem že, da nismo na dobri poti. Na področju znanja zgubljamo pozicije v odnosu do za nas referenčnih držav. Znanje, ki ga dajejo naše šole, vsebuje veliko informacij, ki niso kakovostno strukturirane, ampak to res ni samo naša značilnost. Na področju vrednot je situacija še slabša, da ne rečem katastrofalna. Nedavno sem opravil analizo vrednotnih vsebin v naših gimnazijskih učnih načrtih in njeni rezultati, moram reči, so porazni. Od 42 učnih načrtov jih je 7 takšnih, kjer vrednotne vsebine eksplicitno sploh niso prisotne. 9 nadaljnjih je takšnih, da je prisotna taka vsebina na enem mestu. Pazite, v teksti, ki so dolgi tam med 30 in 60 stranmi, o tem samo na enem mestu, pa še tam bolj deklarativno kot kakorkoli drugače. Takšnih vsebin bi moralo biti po neki strokovni presoji tam med 10 in 20 vsaj v teh programih, čeprav dobro vemo, da programi sami niso garancija za to, da se bojo izvajali, ampak jaz mislim, da so naši učitelji toliko dobri in drugi strokovni delavci, da se v veliki meri vendarle izvajajo. Integracija kakovostnega znanja in vrednot je torej nujno potrebna v naši družbi in še kje. Naša in tudi druge razvite družbe se zaostreno soočajo z dvema velikima izzivoma. En je na področju vrednot, o njej smo govorili, tisti, ki je na področju znanja, pa samo da malo še osvetlim njegovo ozadje. Informacijska družba je namreč zašla v paradoksalen položaj, ki ga lahko preprosto izrazimo s formulo več informacij, manj znanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da se dokazano več informacij ne strukturira v neko smiselno strukturirano znanje in zato naši učenci in dijaki pridobivajo informacije, ki jih ne znajo povezati, kjer ne znajo ločiti bistveno od nebistvenega. Skratka, znanje ni strukturirano med tista slavna in znana načela, didaktična in druga, ki se tako pogosto navajajo, je treba na vsak način, pa morda celo na prvo mesto postaviti oblikovanje kakovostnega znanja, seveda na osnovi kvantitete in informacij, ampak če samo kvantiteta, je to kaos. In na mesto zaključkov bi se preprosto vrnil k tezam, o katerih sem spregovoril na samem začetku. Samo da zaključim še enkrat z zadnjima dvema: učinkovita revizija naših šolskih programov, integracija vrednotnih, moralnih in etičnih vsebin in kakovostna strukturacija informacij in znanj v naših šolah in pa izobraževalnih institucijah. Kot sem že rekel, vse se začne pri vzgoji in pri šoli. Hvala lepa.